si bo očitno Zasavčani mogli sami izboriti 2-urni sestanek. Ne. Če smo si ga tukaj izborili na cesti, na nek način, jaz zdaj se seveda na nek način kar samo napoveduje, da si ga bomo mogli spet zboriti na cesti in sicer mimo glede, ste imeli kakšne probleme glede na to, da ste zaustavili promet? Ja. Denarne? Ja, gledajte, v bistvu ni še, ampak smo že dobili od policije. Od policije smo dobili, da moramo sporočiti, kdo je uradna oseba pri ekokrogu zaradi odgovornosti, tako da bom v bistvu, da bom kaznovan. Gledajte, država zelo dobro odreagira, ko mora kaznovati enega mehna človeka. Ne. Takrat bo vsi inštrumenti v tej državi funkcionirajo. Ko sem odpeljal gnoj pred Lafarge, s tem nisem nobenega zastrupil, ubil, nič nisem naredil, ampak gledajte, položnica je prišla v trenutku. Zdaj smo dobili 2 položnice v eni koverti. In sicer mislim, ne 2 položnice, 2 dopisa v eni koverti in sicer en dopis je šel zaradi protestnega shoda v narekovajih, ki je bil ob sajenju drevesa gospoda Baroviča in pa gospoda Viranta. Pred cementarno. Ampak pogledajte, ta neumnost. Ne. V bistvu je ta sajenje drevesa je bila v občinskem programu občinskega praznika občine Trbovlje. To so objavljali v medijih. Lahko pridejo vsi povabljeni. Tja so vabili ljudi, da ne pridejo, da se bo zainteresirana javnost, objavili se to na svojih zloženkah, v medijih, na radiju, na internetu. In zdaj pogledajte, če človek pride tja in ploska tem neumnostim, kot jih počnejo, da te dva, bom rekel, glavna akterja onesnaževanja tukaj in sežiganja odpadkov, krivca za to, se zdaj poneumljata ljudi, pa sadita drevo. Zdaj, če ljudje pridejo tja, pa temu ploskajo, mogoče dobiš hrenoko pa kozarc vina, ne. Ampak če prideš, pa temu nasprotuješ, imaš v roki transparent in črn trak čez usta. Torej, mirno nasprotovanje. Nič drugega ni bilo. Mi smo se tam zbrali, niti enega samega človeka ni bilo, ki bi prišel tem 2 gospodom ploskati za to, kar počnete. Niti enega. Ste pa dobili za to za nagrado kaj? Bilo je cirka 50 nasprotnikov tega početja, kar sta počela. Tam sta zelo mirno, kulturno, v rokih smo držali transparente, da v bistvu nasprotujemo tem, kar se počne. Čez usta smo imeli črne trake, zato ker v bistvu ne država, ne Lafarge, ne občina Trbovlje v bistvu ne upoštevata volje ljudi. Zato je mislim, na nek način smo pokazali, da ta beseda nič ne pomeni, da smo pohojeni in povoženi. In na tak način miren protestni shod smo se tam pojavili in izrazili s tem zelo mirnem protestnim shodom, kaj si mislimo o tem dejanju. In teden kasneje si prijel na naslov? Ne, nič nisem dobil. Ampak zdaj, ko smo pa zaporo ceste naredili še Pahorju, smo pa v eni koverti dobili 2 dopisa, kjer nas hoče za obe 2 zadeve kaznovati. To pomeni še ne tisto, kjer smo v bistvu, kjer je sama občina vabila javni shod, in zdaj, če prideš tja in v bistvu temu ploskaš, verjetno si nagrejen s kako hrenoko in kakšen kozarca vina, če pa temu nasprotuješ, ti pa pošljajo na puklo policijo. In tukaj čutim nek pritisk politike, vodstva, ne bo občine ali pa še koga, na policijo, da je ta dopis prišel. Jaz razumem, da se verjetno pričakuje nek dopis za tist, kar smo naredili gospodu Pahorju, ampak tam je bil prehod za pešce. In tam je prehod za pešce in še eno tam ekokrog v bistvu ni nič uradno organiziral. Ekokrog ni uradno, niti preko medijev, niti preko dopisov, niti preko... No, mimo glede, tudi mi nismo dobili obvestila. Nič. Ampak smo potem pač se rešili tako, da smo posneli izjavo predsednika vlade na Etiju. Bili ste pa na prehodu za pešce, torej... Ja, gledajte, to bomo prepustili odvetniku, da vidimo, ampak sama ta gesta, kako pa policija odreagira, ko je treba ljudi kaznovati in pa mehne ljudi, posameznike kaznovati in pobrati denar od njih. Po drugi strani pa policija ne odreagira, ko je pa treba, v bistvu, ko na 10, 20, 30, 50, 100 ljudi kliče, da je neznosen smrad, v tem trenutku pa policija pravi, da ni pristojna za to. Recimo, policija, uradna oseba, če vidi umor s svojimi očmi, je to uradna oseba, ki vidi umor. Če sliši grožnje, je to uradna oseba, ki sliši grožnje in lahko na osnovi tega, da je slišala grožnje, ukrepa. Nekoga odpelje, pridrži ali podobno. Če pa ta uradna oseba poklicana od 10, 15, 30 ljudi, kjer zelo smrdi, pa pride na lico mesta, pa njen nos pa ni več, oči funkcionirajo kot uradna oseba. Ušesa tudi. Nos pa kar nekaj pri policiji ni tisti, na osnovi katerega bi pa lahko policiji zapisal,
da je prišel na licu mesta, da je bilo tam tukaj in toliko ljudi, da so trdili, da je voha, da je tudi uradno policist zapisek naredil, da je vohu neznast smrad in da smo šli pogledati, od kje prihaja. To pa ni uradno, ne? To pa ni. Mislim, tukaj je to je bolečina, kjer na nek način... Veliko tem, tako za predsednika vlade, kot mogoče za pristojnega ministra. Uroš, da ne bova samo o problematiki Lafargea. Nedavno oziroma v lanskem letu so bile upravljene meritve v Zasavju tako za benzen kot za prašne delce. Tudi tam je naštetih kar precej še ostalih onesnaževalcev. Predvsem problematična je ta obvoznica skozi Zagorje, kjer gre približno 8000 avtomobilov vsak dan. To je problem. Potem tudi kurišča še vedno, tudi termoelektrarna, kar nekaj tega povzroča. Dobro bi bilo, da bi se cesta v poletnih dneh močila. Dobro bi bilo, da se po zimi ne bi posipavalo seljo, ampak mogoče s kakšno tekočino. Oglavnem, nekaj bi se dalo tudi na sami občinski ravni tudi postoriti. Kakšno je tu tvoje mnenje? Pa ne govorimo zdaj samo o Zagorju. To je problem v celoti Slovenije. To je problem Trbovlj, Zagorja. Mislim, da je Zagorje celo imel največ presegan, če se ne motim, okrog 107. Predvsem v zimskem obdobju. Zimskem času, ja. Zdaj, to je dva problema sta. Res je, da je merilno mesto v Zagorju postavljeno zelo na neugodni točki. Zelo blizu glavne prometnice. Kar je pravilno. Ja, seveda. Kar je pravilno. Na izvoru. Ja, zelo napačno je to, kar recimo Lafarge počne z meritvami zunanjega zraka. Najprej določijo 500-metrski vplivno območje, izvajajo meritve na 800-900 metrov, potem pa hočejo še to postajo preseliti na 2 km po niti ene same meritve znotraj vplivnega območja. No, zdaj tvoja tam na tvoji zemljišču ne deluje, ona poleg na blizu tebe pa deluje. Ja, tista pa deluje, ampak treba vedeti, da uradnih podatkov nikoli nihče ni dobil, razen za 3 mesece, ne krajevna skupnost, ne okrog, ne občina Zagorje, nihče, da za vseh 5 let meritev jih ne dajo. Ta postaja, ki pa zdaj stoji, sem pa jaz preveril, ne vejo spletnega naslova, da bi lahko preverjali, kakšen zrak dihamo. Ne vejo nihče od medijev v Zasavju, ne ve center za obveščanje, ne ve policija, nihče ne ve. Pomeni, da Lafarge v bistvu mogoče izvaja res meritve, mi ne vemo, ampak nihče ne ve, na katerem naslovu lahko preverimo, kaj dihamo. Torej poziv mogoče Lafargeu, da... Ja, to je absolutno. Ampak gremo zdaj na tisto, da ne bova spet na Lafargeu. Tako, zelo prav je, to sem samo hotel podariti, da je na najbolj kritični točki, da se izvajajo meritve. In to definitivno je problem, prašni delci so sigurno nevarni in tukaj bi bilo treba maksimalno narediti. In kaj je to? Kaj, močne ceste, na mesto peska, soli? To so sigurno dva ukrepa. Pa boste pritisnili na tiste, v tem primeri na komunale, jaz ne vem, na občine? To je komunala, občina. Jaz mislim, da se že izvaja nek program, kako se bo te zadeve saniralo. Več bi recimo mogoče vedel na občini pa na komunali. Koliko časa boste na primer v ekokrogu čakali, da se to potem uredi? Lete, mi že zbiramo informacije okrog tega. Mi smo pravzaprav bi mogel ravno na dan, ko bi v Trbovlje mogel priti gospod Pahor, na regionalni center za razvoj, na dan tega sestanka z ekokrogom. Na isti ta dan naj bi bil sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer bi država in skupaj z občinami, kjer je največ problem prašnih delcev, pomeni Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, imela ta sestanek. Po mojih informacijah je župan Zagorja Matjaž Švagan potrdil prihod na ta sestanek, medtem ko sta pa gospod Jerič pa Barovič se upravičila, da sta na dopustu. Ampak zanimivo, na isti dan bi pa prišla, ko je treba minirati okoljevarstvenike, sta pa na isti dan pa potrdila nekako prihod. No, ampak vseeno, kdaj pričakujete, Uroš, da se bo ta zadeva, ki je kar velik problem, rešila? Jaz mislim, da bi že v tej zimi mogli se pojaviti prvi ukrepi, da bi se določeni izboljšave teh rezultatov pojavile. Ker zdaj čez poletje je teh problemov manj. Čez zimo, to pomeni do jeseni, do prvih posipanj, do kurjenja v zimski sezoni, tukaj je treba vedeti, da te večje kurišča od Sveje do komunale, treba je tudi, mogoče dosti bi se dali še kaj narediti, kar na prašnih delcih, mogoče pri raznih presipnih postajah na IGM-u. Na IGM-u, recimo, jaz osebno, kot poznam, vem, da kurijo plin,
da glih čistejšega energenta ne bi mogli narediti, lahko bi pa mogoče kaj naredili pri transportu surovine skozi Zagorje. To ste že nekaj časa govorili, pokriti tovornjaki. Ja, zdaj, jaz nisem nikoli opazil, da se ravno kadi od teh tovornjakov. Mogoče, nisem tukaj na tej lokaciji prisoten, da bi lahko to spremljal, ampak definitivno bi se dal tukaj kaj narediti. Tudi okolica IGM-a je občasno, recimo, če prideš po nekaj dneh sušnih ali pa tedno, dveh sušnih, se vidijo, da je zaprašena. Tukaj je bolj problem tega transporta okrog IGM-a, recimo raznih nakladan, prekladan, kjer bi se dale zadeve boljš zapreti, pa bolj prečistiti. In tukaj te prašni delci bi mogli biti najboljši možni v vseh teh zadevah. Tudi, čim več, individualnih kurišč, da se gre mogoče na bolj humani energent, recimo. Tako, ali pa da so v bistvu priklopijo po možnosti. Pa sonce izkoristiti, ne? Vse te zadeve. Tako da jaz mislim, da bo, jaz si prav želim, da takoj začnemo izvajati ukrepe, in jaz, kot sem informiran, že določeni ukrepi v tej smeri se že izvajajo. Tako da pričakujemo, da bo rezultati v naslednji zimi boljši. Uroš, hvala ti, da si bil naš gost. Še kdaj dobrodošel. Ja, hvala vam za povabilo. Energije, ne? Ja, mislim, da jo bomo še kar krepko rabili. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost. Seveda, če ste bili z nami.